kako je nastala ideja za to razstavo? Kakor se jaz spomnim, nas je Pera povabila, kot nas je tudi za 111, ki je bila naša prejšnja razstava. V Poligonu smo takrat imeli skupaj s Pero in zdaj, ko je šla ona na to prodajno galerijo, je nas povabila zraven in smo mi razmišljali, da bi podoben projekt, ne da bi podoben projekt naredili, ampak da bi mogoče v podobni sferi, kot smo se lotevali že prejšnjega projekta, se tudi tega lotili, da nadaljujemo neko rdečo nit skozi prihodne razstave. Torej, odkar smo odkrili to tehniko fraktalni origami, nas nekako ni izpustila in je to naslednji korak v raziskovanju same tehnike. Ja, fraktalni origami je tehnika, ki smo jo prav lih takrat iznajdali tudi, ne? Najverjetneje, nismo čisto prepričani. Mislim, raziskovali smo po internetu, če je ta tehnika, če že obstaja, ampak smo najbrž prvi nismo patentirali še te tehnike, ne? To je zanimivo. Mi smo bili vedno znani kot konceptualni šaljivci in pač vsaka naša razstava je mogla biti nekaj čist svojega. Takrat smo se hoteli zabavati še. Ja, ta šaljivost... To se nas je prijel se nas je pogled šaljivih konceptualistov, kar tudi dejansko smo, zato ker, kako smo rekli, smo ekipa 8 ljudi z sodelavci, še zunanjimi in pač to naše stvarjanje kljub samo preveva dobra volja, ko se to banalno sliši, ampak pač ob tem ustvarjanju samih del se moramo zabavati. Ja, osnova je to, da se mi dobro imamo, ker nikoli nismo bili profesionalni umetniki, da bi od tega hoteli služiti. Mislim, zdaj se stvari obračajo tako, da bi nam bilo fajn tudi kaj na strani zaslužiti s tem, ampak nikoli to ni bil naš cilj. Mi smo vedno delali zato, ker nam je pasalo to delati, organizirali smo svoje razstave v zakloniščih, delali smo svoje evente, hoteli smo vedno presenetiti ljudi s svojo produkcijo, pa jih mogoče tudi nagraditi, da z nami ostajajo skozi, pa jim, ne vem, vedno dati kakšna darilca, kakšne pomene z njimi deliti. Če so prišli na otvoritev, so vedno se počutili pač doma, ker smo pripravili vedno kakšne štose. Toliko je bilo enih layerjev, ki smo jim lahko razložili v razstave, ker se vedno toliko potrudimo za te stvari. Zelo nam pač paše nam skupaj delati, ker se dobro razumemo že koliko časa. Že skoraj... Od 2001, ne? Ja. Pa nikoli se nismo prodali zares. To je meni najbližje, najbolj pri srcu mi je to in ta razstava mi je tudi tako srčna, ker je ljubezen do tega arta, ne, ko mi delamo. Se mi zdi, da tukaj pa lih ta školjka, ki nosi to neko globino, ne, pa površina morja kot taka. Tako da v kontrastu sta školjka in ta površina morja. Ne. Kako smo rekli, ta razstava je nadaljevanje tiste razstave Limited Editions, kjer je bilo podobenih 111 vrhov, torej gora, med 4 in 6 tisočaki. Smo se v tem primeru odločili, da bomo prenesli tehniko na upodabljanje vodne gladine, kar je kontrast upodabljanju gora v tem, da je pač morje nekaj zelo hipno minljivega. In potem smo se mi v bistvu raziskovali, če se da to trenutnost stanja morja ujeti s to tehniko in ugotovili, da se ga. In to so ta dela, ki so zdaj na ogled in prodajo. Zdaj, kar se pa tiče same umetnine, samega umetniškega dela, je pa to zdaj zaprto, te hipni trenutki so ujeti v te vitrine in zraven je dodana ta školjka, ki služi na več nivojih, ko v bistvu sodeluje z samo to upodobitvijo. Delno je razlika v materialih, ker medij, ki je uporabljen za ta zgibanje v fraktalni origami, v tem primeru celofan, ni papir. Torej nekaj umetnega, školjka je nekaj zelo naravnega. Starodavnega v bistvu tudi ima ta nek čar tega, da se ta školjka, oziroma to niso školjke, to treba tudi povedati, to so polži, mi skozi narobe govorimo. To je res. To so polži in to se je leta in leta nabiralo in to je neka starodavna stvar, ne? To je tak respekt evoluciji, poklon neznanosti. Služi pa kot... planetu, no. Služijo pa te polži kot v bistvu kot zvočen element v umetnini sami, To pomeni, da v bistvu funkcionira cel kos kot eno tako multimedijsko delo
kjer je zvok čist naravno zgeneriran z nečim, ki je nastalo v morju skozi več let. Gre za to, da se s to umetnino, ko imaš ti doma, imaš v bistvu nek svoj intimen odnos. Ti stopiš pred njo, vzameš školjko, poslušaš in gledaš to mirnost morja. To ti predstavlja neke tvoje spomine na neko, ker morje pa nostalgija gre tako veliko skupaj, vsaj pri meni, ko smo hodili pač starši na morje in tudi ko smo mi hodili na morje, vedno je nostalgija in romantika z morjem povezana. In minljivost, oziroma minljivost in minevanje. Zdaj, če je bila prejšnja razstava trdna, gore, je bil to en moment neke trdnosti, to je čas na drugačnem skalu. Zdaj smo pa hoteli vzeti v enem trenutku morje se pa skozi spreminja. Tako da tukaj smo se tudi mi malo pomehkužili na nek način. In to so tudi mehkužci, vse so. Mi smo mehkužci, res. Pustili smo malo več romantike, da prije do nas. Ker mislim, da smo začutili, da smo nekako dozoreli kot ekipa. A se ti tudi isto čutil? Pač pri tem zadnjem projektu se mi zdi, da smo se najmanj kregali, da je vse tako lepo laufali, vsi veli, kaj hočemo, noben ni ustrajal predolgo na neki stvari. Ker je, pri kolektivih takih velikih je velike demokracije. Ja, težko reči. Zdaj smo že kar utečeni stroj po vseh teh letih. Na začetku smo malo kot nek rock band se obnašali, še preveč na 20. Pa malo gotoviš, da si lahko malo bolj, ko se reče, humble. Fajn je, če postaviš sebe napram naravi, da vidiš, koliko si ti majhen proti naravi in tako umiriš svoj ego. In z Ekri pogrom tudi, da lahko umiriš svoj velik ego, samo na ta način, da se postavi napram naravi, ko je čist majhna. Bolj narava je ko si ti čist majhen, ko udarim ga v enem stripu. Te površine, te gladine so povzete po gladinah videnih na potovanju po Karibskem morju in Višjih gor. Torej, šli smo od Arube na Jamajko, potem na Bermuda, Bahama in prek Key Largota na Montego. In tokom tega potovanja smo lovili te gladine, ki so tle podobne. Pripadajoče školjke so iz teh področij tudi. Ja, točno tam, kjer smo zajeli površino morja, napično dol smo najdeli školjko, ki pritiče. Zelo zahtevno. Se noben je rekel, da bo lahko, če se mi nekaj lotimo, to probamo narediti res konkretno. Res je to, da če se dobimo, pa si damo nek projekt, najbolj smo se bali tega projekta, da bi imeli premalo cajta, zato ker če se lotimo pa naredimo polovičarsko, se nam ne moramo, ker delamo na 2 leti razstave in takrat dati ven pa še v Ljubljani, da to zdaj pa 4 letih, da bi dali ven neko polovičarsko stvar, bi bilo zelo slabo za nas in folku bi bilo brez veze, nam pa ni v interesu, da je folku brez veze. Sploh, če hočemo prodati. To umetniško delo je mišljeno kot nek oltar. Torej, kot neka kapelca na nek način, ti z neko svojo mirnostjo. Zdaj, če smo nekako, večina ljudi več ni konkretno vernih, bomo rekli, in imajo pa še vedno lahko neko točko na steni, ki pridejo pa rečejo, tukaj se pa jaz pomirim, tukaj je pa moja kapelca, tukaj je pa moj mirni prostor, meditacijsko. Je pa delo tako zasnovano, da potem za ta mir, za kakršnokoli že občutenje je podanih dosti nekih izhodišč za neka razmišljanja, torej da dela so slojevito nastavljena. V samem materialu, v sami izvedbi, v samem konceptu, v sami... Veliko se da raziskovati. Tudi, ko dobiš to delo, dobiš zraven zapakiranje vse kot produkt. Mi smo vedno, ker smo dizajnerji, hoteli delati svoje umetniške dele kot produkte, da razmišljamo tudi o tem, kako bo nekdo to obesil na steno, ali bo delo pretežko, ali bo ta prav les, da bo dolg zdržal, ali se bo ta folija na steni posušila, pa bo preparela. To pomeni, da se moramo skozi ukvarjati s tem tehnološkim delom. In to je toliko zanimivo, da pol je toliko tega podtalja pri enem projektu, ker so na konci 6 del, ampak to pomeni 8 ali 9 ljudi, kakor nas zdaj že šteje. Konstantno dela mesec ali 2 na enem projektu, konstantno je samo ta projekt takrat prioriteta. Naš
Umetniški pristop je v resnici zelo oblikovalski pristop. Ne? Mi smo konec koncev le, večina nas je oblikovalcev. To pomeni, da se pred vsakim projektom v resnici vzame v obzir vse danosti, ki bojo tvorile ta projekt, te umetniška dela, in to je od same lokacije, ki bojo razstavljena, do kakšna je njihova namembnost, ali je to zdaj nekaj, kar je v bistvu samo neka trenutna inštalacija, ali je to nekaj, kar se lahko, kar je naprodaj. In vsa ta umetniška dela mora funkcionirati v vseh teh okoljih, kjer so razstavljena, torej in v galeriji in potem v nekomu doma. Svojo publiko moramo poznati, ne? In seveda, in poznati publiko in v bistvu tako na ta način, tako kot večina oblikovalcev, klukamo te zahteve, ki si jih sami damo. Ja, in več zato, ker je ta zdaj projekt, no, že toliko dolgo traja, da smo vmes izgubili, da to je res samo naša stvar in res ne pustimo, nikoli se nismo pustili podkupiti ali pa zdaj bodo pa videli razstavljali, pa dobiti denar, pa vmes smo delali kakšne take projekte, ampak zdaj ne delamo več za denar. Tako da denarja se ne branimo, če ga mi ustvarimo v tem smislu, ampak ne delamo pa več po naročilih, da bi hoteli za neke oglaševalske agencije delati lahko, ker smo rekli, mi smo pure art in zdaj pri teh letih pa teh izkušnjah si lahko pa rečemo, da smo artisti in meni se zdi to super.